Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Danes dve mini temi, dve vprašanji. Vprašanji iz kje iz obrazca vprašaj Anžeta s klicajem, ki je v zapiskih, kjer je tudi povezava do Discorda. Pridite, spet sem povabil. Zdaj pa prva mini tema, ki se ji reče: ne zaupajmo Googlu in njegovim storitvam, ker jih radi ukinjajo. Google je leta 2009 dal ven svoj URL shortener, se temu strokovno reče. Gre za ta okrajševalnik povezav, ki so bili zelo, zelo aktualni v dobi družabnih omrežij. Se mi zdi, da predvsem Twittera, ker tam so bili omejeni znaki in potem, če si hotel prilepiti še povezavo, ki so pa takrat že postale dolge, ne, se veste, kako včasih to zgleda, recimo, rtvslo.si, poševnica, ne vem, tehnična podpora, poševnica, neka številka, poševnica, še neka beseda, ne. Je bilo to kar veliko znakov in so ljudje hoteli pač pripenjati povezave, recimo, ne, na Twitteru, in so iskali rešitve in so se pojavili te krajšalniki povezav. Jaz sem takrat vedno uporabljal tajni URL, no, naenkrat je pa tudi Google svojega dal ven, ki je krajšal na goo.gl poševnica in potem par črk in številk in si imel pač krajšo povezavo, ki si jo potem lahko naokoli delil, ne. No, od 2009 do 2018 je ta storitev pač delovala, si jo lahko uporabljal, potem so pa že 2018 rekli, da ne bodo več sprejemali pač novih uporabnikov oziroma novih teh okrajšav. Zdaj, letos so pa objavili, da leta 2025 bo ta zadeva prenehala delovati. Zdaj, zakaj je to pomembno? Iz dveh vidikov. Ena je ta, da res Google nima nobenega občutka za to, kakšno neuslugo, mislim, da to ni beseda, ampak jo bom vseeno uporabil, neuslugo si dela, ko pač ukinja take reči, ne? Ker je Google res, zdaj pa res že znan potem, da pač naredi nekaj, ljudje začnejo to uporabljati, potem pa po nekih njihovih merilih zadeva ni uspešna in jo pač ukinejo. Zdaj, mogoče je pri Google Podcast zgodba še malo drugačna, ampak obstaja tako celo pogorišče storitev, ki jih je Google ponujal, ki zdaj ne delajo več. Obstaja ena super spletna stran, katero bom dal v zapiske, ki se reče Killed by Google.com, kjer je res težko. Zdaj ne boste mi verjeli, če povem številko, pojdite na to spletno stran in samo pač pogledajte, koliko je teh reči. Pri vsaki reči piše, koliko časa je obstajala, kdaj je ugasnila, tudi mogoče zakaj je ugasnila, tako da ja, kar pestro, no. Na ta spisek bo zdaj prišel seveda tudi ta njihov skrajševalnik povezav. Zdaj druga reč, zakaj je pa to pomembno, ne, oziroma zakaj se splača o tem govoriti, pa to, ker je Google res tako ogromno podjetje, da tudi ko neke reči, ki po njihovih merilih morda niso uspešne oziroma dovolj uporabljene oziroma karkoli si že pač zmislijo, ne, kot izgovor, razlog za ukinitev, ne, gre to še vedno za zelo, zelo velike reči. In potem sem zdaj najdel sem članek na Search Engine Landu spletni strani, kjer je nekdo uporabil neko orodje in je pogledal, koliko pa še je teh povezav, ne, ki še vedno nekako računajo na to, da bo ta skrajševalnik delal. Ker to pač pomeni, da ti skrajšaš povezavo, ljudje kliknejo na to in te ta skrajšana povezava pelje potem na tisto daljšo povezavo, ne. No in ta članek pač pravi, da je teh povezav aktivnih 3,5 milijarde. Vsega skupaj, ne, se pravi, tudi tiste, ki mogoče ne delajo več, jih je bilo pa 37 milijard. Tako da v naslednjem letu bo dejansko ugasnilo kar nekaj povezav, ki jih ljudje pač nekje imajo, mogoče je to v aplikacijah, na spletnih straneh, na družabnih omrežjih, ki enostavno ne bodo več delale. Zdaj Google je šel vsaj toliko na roko vsemu skupaj, da bo zdaj eno leto, se pravi do avgusta 2025, preden se bo odprla tista končna destinacija, tista končna povezava, bo vmes ena stran, kjer bo napisalo, ta povezava, ta skrajšana povezava ne bo več delala čez eno leto, ne, oziroma bo delala le do avgusta 2025, ampak vseeno, ne, tako je, ko spletu vladajo, bom kar to besedo uporabil, podjetja, ki so tako velika, jih je vse skupaj 6 in potem eno od teh podjetij nekaj ukine, ne, se take reči dogajajo, no. Ker se mi je zdelo zelo zanimivo, predvsem pa ja, pejte pogledati tiste Killed by Google, se pravi Google Graveyard, mislim, da piše v headerju od strani, ker je res kar zanimiv pregled vsega, kar je Google vzpostavil, potem uporabljal oziroma fural kar nekaj let in potem
pač ugasnil. Ne. Seveda je bilo vse v narekovajih brezplačno, ker se seveda Google večinoma plača samo iz oglasov. Tako da ja, naslednja tema je pa nadaljevanje tiste, veste, ki smo govorili o sporočanju na telefonih. Modri balončki, zeleni balončki na iOS-u. Zakaj, ko pošlješ sliko po SMS-u oziroma MMS-u, je tako slaba, ker je to protokol, ki je iz leta 1437 in se ga res ne bi smelo več uporabljati. Seveda to tudi operaterji svetovni vejo, zato so razvili tisti RCS, ki sem ga omenjal, ki pa ima to hibo oziroma napako oziroma pomanjkljivost, da pač ni kriptiran, ne? Ni šifriran, kar je kar slabo. To pomeni, da še vedno reči letijo v pač navadnem besedilu, brez kakršne koli enkripcije in te stvari lahko tudi vsak pogleda, ne? Tako kot že zdaj velja pri SMS-u, da načeloma SMS-i niso varna komunikacija, zato jaz vedno, ko o teh stvareh govorim, omenim Signal, kar se mene tiče najboljša aplikacija za varno sporočanje po spletu. Zdaj pa, ena velika reč se je pa vseeno zgodila na tem področju in to je, da bo iOS, se pravi Apple, končno podprl RCS. Podprli bojo sicer to osnovno različico, ki ni šifrirana, ker obstaja ena različica, ki je od Googlea v Google Messages aplikaciji, ki pa je kriptirana, ne, ki je šifrirana. Pač pri Apple so se nažalost odločili za to golo različico, bom kar rekel. To je kar škoda, vendar Apple ima svoj iMessage, kjer si ljudje na iPhone-ih pošiljajo šifrirana sporočila in mislim, da tudi to je bil razlog, da zakaj bi pa zdaj šli na roko ljudem, ki ne uporabljajo iPhone-ov. Vseeno pa to pomeni, da bo zdaj kar naenkrat veliko sveta, ki uporablja iPhone, dobilo RCS, kar pomeni, da ko bo nekdo iz Androidnega telefona recimo poslal sliko na iPhone, bo ta prišla v višji ločljivosti, ker ne bo šla preko SMS oziroma MMS protokola, ampak bo šla po RCS-ju. To vem, da se sliši kot majhna reč, ampak tukaj gre za neko širšo filozofsko debato, da ko imaš telefon, ne, je še vedno telefonska številka, SIM kartica in potem SMS oziroma zdaj RCS še vedno tisti edini tak standard, ki omogoča, da lahko katerikoli telefon s telefonsko številko pošlje sporočilo ali pa sliko ali pa video na katerikoli drug telefon. Nihče v tej verigi ne rabi namestiti recimo WhatsAppa oziroma Vibra, ne Vibra uporabljati, slapep, oziroma Signala, oziroma ne, če si na iPhonu, pa če je itak iMessage že privzeto, oziroma Google Messages, oziroma česarkoli drugega, ampak lahko pač pošlje neko sporočilo komorkoli. Ne. Se mi zdi to vseeno kar pomembno in to recimo, da je Apple do zdaj podpiral res samo SMS, ki res nima več resnih argumentov za svoj obstoj, ker gre res za predpotopno tehnologijo. No. Tako da zdaj, ko je Apple končno rekel, ja, no, da bomo pa mi tudi RCS podprli, se znajo stvari dejansko malo izboljšati. Ne. Tako da ja, še vedno pa ni šifriranja, ker boh ne dej, da bi se operaterji zmenili za standard, ki bi privzeto podpiral šifriranje. Tega pa ne, ker šarlatani, nimam drugih besed, ampak tako je življenje. Zdaj gremo pa še na dve vprašanji, ki sta bili zastavljeni v obrazcu vprašanj Žeda s klicajem. Najprej sprašuje Jaka. Zdravo, Anže, klicaj, bravo Jaka. Mene pa zanima, kako ravnaš ti z odpadnimi pošiljkami, pošiljnica, kovertami, na katerih so napisani tvoji osebni podatki, ime, priimek, naslov. Jaz jih namreč zelo dobro natrgam, da se ne da razbrati imena priimka, če bi kdorkoli brskal za menoj in potem je dal tisti emoji, ki se smeji s tisto eno kapljico, mislim, da znoja se mi zdi, ne, ker se toliko smejiš, da se potiš. Hvala za tvoj odgovor, se pravi Jaka. Ja, Jaka, jaz imam za to tisto mašino, ki ne vem, kako se po slovensko reče in sem si včeraj rekel, naprej, da bom snemal, da bom pogledal in sem pozabil in zdaj ne bom šel googlati in ne bom ustavil tega, ampak mislim, da se angleško se reče shredder, se pravi ta nek trgalnik najbrž papirja. Ja, in vse spustim, če so neki osebni podatki, spustim čez shredder in šele potem vržem v zaboj za papir. Zdaj, koliko je tukaj paranoje? Nekaj jo je najbrž, jaz pa vseeno mislim, da mogoče ni najboljša reč, da se v smeti kar mečejo osebni podatki. Na internetu imamo v Evropi vsaj GDPR, ki se s tem ukvarja. Ne vem, zakaj bi z fizičnimi kuvertami, papirji in vsem ostalem bilo kaj drugače. Tako da to je samo moj nasvet. Tukaj ne bom šel kakršnokoli strokovno razlago. Jaz sem se na eni točki že zelo pred leti odločil, da bom to počel in to počnem. Tako da Jaka,
res priporočam, da kupiš najbolj osnoven ta trgalnik. To so tisti, ki sprejmejo mogoče 2-3 liste, je pa vsem dovolj, ker dvomim, da prejemaš toliko pošte, to so zelo poceni naprave so to. In ja, dejansko pač vse natrga in potem šele zvržam. Tako da ja, to je bil odgovor na to vprašanje, hvala Jaka. Zdaj pa še vprašanje od Jošta, ki ga je postavil 100 let nazaj, pa sem si ga predstavljal, sem rekel, da bom enkrat pa res odgovoril na to, saj v določeni meri, no, dajmo najprej vprašanje. Živijo Anže, imamo vprašanje glede v narekovajih pametnega doma. Na spletni strani IKEA sem opazil, da prodajajo hub, ki poveže njihove pametne stvari v eno aplikacijo, ker želim, da bi za začetek povezal zgolj nekaj luči v hiši, me zanima, ali imaš kakšno priporočilo ali pa dobrega ponudnika kompletov, da ga bo kar najbolj priročno uporabljati. Verjetno po povezavi teh luči odpade uporaba obstoječega stikala, da bo hkrati delovalo tako ročno ugašene luči kot z aplikacijo. Zato moramo sprejeti kakšen kompromis. Ja, tudi kompromisi so potrebni posod. Zdaj, najprej bom povedal, kaj sem jaz doma naredil. Mislim, da sem to že v odbiti enkrat omenil, mogoče celo že v tehnični podpori, se ne vem. Jaz imam pač od Philipsa Hue luči oziroma sijalke, ki delujejo tako, da ja, obstaja tudi nek hub, nek most, neka napravica mini, ki jo priklopiš na svoje domače omrežje, ki potem komunicira z vsemi sijalkami. Se pravi, to je vse, kar potrebuješ, in potem potrebuješ stikala, tako kot je Jošt omenil, da potem prižigaš te sijalke in seveda pri tem ne uporabljaš obstoječih stikal, ker če ugasneš luč preko obstoječega stikala, pomeni, da sijalka ne dobiva več električne energije in se potem ne more pogovarjati s hubom. Tako da to je lahko kar nadležno. Jaz sem ta težavo rešil tako, da sem dejansko dal direktno vezati stikala, se pravi tistih starih stikal v našem domovanju ni več, obstaja samo ta pametna stikala, ki so na baterije, in pa zdaj lahko rečem, da sem sploh ne vem, koliko let je, najbrž 7 let, 8 let, sem prvo baterijo v enem od stikal zamenjal. Tako da to res dolgo zdrži, ker gre za te protokole, ki delajo na nekih frekvencah, ki ne porabljajo praktično nobene energije. Res, mislim, da je 7 ali 8 let, no, da sem prvo, pa še to samo na enem stikalu. Ostale imajo vse izvirne baterije, ki so bile pač v stikalih. Tako da jaz sem to naredil, zdaj pa, kar jo sprašuje, pa pri IKEA, recimo hub, tudi Hue, vsi te sistemi, ne, da se vse skupaj poveže. Kaj pomeni vse skupaj? Veste, ker tukaj ne gre samo za luči, potem so tu še pametna stikala, ki jih recimo, v bistvu pametne vtičnice, ki jih tudi imam nekaj, ampak so od drugega ponudnika, in potem imaš ločeno aplikacijo, potem obstajajo mostovi, ki različne te sisteme med sabo povezujejo, pa se je s tem treba ukvarjati. Tisto, kar je moj nasvet, je to, da se pogleda te komplete, in če najdeš enega proizvajalca, ki ima vsaj večino reči, ki jih boš ti uporabljal, in se potem držiš tistega proizvajalca. Na tem področju še vedno obstaja kar resna zmeda, tega se tudi proizvajalci zavedajo, zato so vzpostavili en nov standard, ki se mu reče Matter, M-A-T-T-R, ki ga že vgrajujejo vsi proizvajalci, tudi telefonov, no ne vsi, no, dosti jih že vgrajuje v svoje telefone oziroma ali kakšne druge naprave, ker se nekako pripravlja na prehod mogoče na ta standard. Kdaj se bo to zgodilo, pa nihče ne ve, so pa vsaj premiki v to smer. Zdaj pri vseh teh rečeh, sploh pri pametnem domu, je pa še ena zelo pomembna reč. Saj vem, da ne odgovarjam dejansko na vprašanje od Jošta, predvsem je to, da ja, če vidiš pri IKEA, IKEA ima pa recimo in luči, in stikala, in to je tisto, kar jaz rabim, potem rečeš, ok, bom imel IKEA in bom pri IKEA tudi ostal. Ker v prihodnosti, če najdeš neko drugo podjetje, ki ima pa neke druge pametne reči, se zelo verjetno te dve napravi ne bosta med sabo pogovarjali, spravi recimo od IKEA hub in potem most recimo od tistega drugega ponudnika. Če ne boš vmes dal še enega huba, ki bo potem to dvoje povezoval, to zdaj zelo karikiram, predvsem je poanta to, da se s tem treba potem ukvarjati, in ko gre kaj narobe, potem treba iskati, kaj je šlo narobe. Zato jaz res priporočam, da se držite enega proizvajalca. Druga reč, ki sem jo hotel reči, je pa to, je pa varnost, ne. Tudi tukaj je treba kar malo raziskati, kateremu ponudniku pač zaupati, ne kupovati nekih anonimnih rešitev, nekih podjetij, ki mogoče premalo časa obstajajo, da bi si pridobila neko zaupanje, ker vseeno gre za vaš dom, ki bo povezan zdaj v lokalno omrežje, zelo verjetno bo potem tudi v splet, da lahko recimo nadaljavo prižigaš in ugašaš luči, in te reči, ko so enkrat odprte do spleta, seveda nosijo neka tveganja in se
splača nekako staviti na bolj uveljavljene znamke, ki imajo vsaj recimo podporo strankam, ne pa nekim mogoče cenejšim rešitvam, ki sicer veliko obljubljajo, koliko se bojo pa potem tista anonimna podjetja ukvarjala z popravki in krpanjem varnostnih lukenj, je pa že spet ločeno vprašanje. Ne. Že ta uveljavljena podjetja včasih to zelo slabo počnejo, ne. Kaj šele neka anonimna mlada podjetja, ki se s tem bavijo in upajo, da bojo preživela na trgu. Ne. Lahko pa ti kupiš, ne vem, neke luči in kamere od nekega podjetja, ki potem ugasne in si nekako prepuščen samemu sebi. Ne. Denarje si pa že zapravil. Evo, to je to. Hvala Jaka, hvala Jošt. Še kdo naj kaj vpraša? Kje? V obrazcu vprašaj Anžeta, sklicajam, ki je v zapiskih, tam je tudi Discord, dajte kakšno oceno v Apple Podcast, to dejansko pomaga. In pa jaz sem kaj na Instagramu in Threadsih Anzeto, mi lahko tam sledite, lahko tudi tam kaj vprašate. To je to. Hvala, ker ste poslušali. Do naslednjič. Čau.